to smo dobili tudi neko vprašanje. Kako je pa, ko zaključiš kariero kot profesionalen športnik, cel življenje to delaš, kaj ti gre takrat po glavi? Kako, ko ne veš, kakšen naslednji dan delo? Kolikor kdo, ne, vsak se pač znajde na svoj način, ne. To so pač velike, pa lahko tudi traumatične zgodbe, ne. Seveda, treba je dobro, da že pred tem veš, ne, da to pride in da se pripraviš na to, ne. Vsak po svoje poskuša pač zadeve na nek način reševati, ne. Jaz sem si želel ostati v tem športu, ne, in mi je to uspelo in pač od tega naprej nekako živim, pa zato živim, ne, in je okej, ne. Zdaj pa vsak pač rešuje, kakor ve in zna, ne. V kolesarstvu, kolesarstvo je profesionalni šport, ne. Na srečo. Eni še profesionalni niso, v nekaterih športov še živeti ne moreš, ne. V kolesarstvu se pač na neki stopni da, ne, živeti, nekaj ustvariti, ne, in pol, ne, je pa res, da takih, ki bi za časa kariere ustvarili toliko, da potem ne rabe več delati, ne, pa še ti mora nekaj početi, ne. Bo nekaj, ne, v Sloveniji, ampak ne veliko. Ne, pa tudi se mi zdi, da eno raziskavo sem gledal oziroma poslušal, ki so na enem drugem podcastu omenili tujmu, so zelo dobro rekli, da ljudje, ki grejo hitrejši pokoj, v povprečju umrejo 8 let prej, kakor pa tisti, ki dlje časa delajo. Zaradi tega, ker je že sam smisel za življenje, je tisto, kar te v bistvu žene, da ti v bistvu tudi živiš. Ja, se strinjam, mislim, delovno drži po konca, ne, zdaj, okej, delaš lahko več stvari, lahko se ukvarjaš samo s poklicem, lahko se ukvarjaš še s čim drugim, ampak s hobijem, ampak pa s družino, ali pa s čemarkoli, ampak ja. Ti si takoj prešal to pol, se pravi, ko si zaključil, si imel že takoj naprej kot kaj, delo trenerja, direktorja? Ja, ne, mislim, zadeve so se pač tako odvijale. Jaz sem leta 2004 sem še dirkal, sem še vozil Lombardijo, se pravi do konca sezone. Potem je pa ekipa razpadla, Alessio, za katero sem takrat vozil. Alessio so prodali firmo Kitajcem, zaprli ekipo. Oktobra se znajdeti brez ekipe pri, ne vem, 35 letih je pač kritična situacija, ne. Jaz sem se odločil, da bom pač se posvetil, ne, družini, začel sem delati tisto, ker nisem mogel 15 let, ne vem, hišo pa ne, se pripravljal na normalno življenje, potem so me klicali iz Perutnine Ptuj, klical me je pokojni Rene Glavnik, je rekel, če bi še za njih dirkal. In ker so bili dobra ekipa in ker so takrat kazali, da lahko še kaj iz tega nastane, Perutnina Ptuj, ne, sem se pač odločil in sem podaljšal kariero, oziroma kariero za 1 let. Potem so imeli celo namen postati, ne, danes bi rekli, prav konti ekipa, ne, se pravi druge kategorije. In smo pregovorili, da sem pač rabe še enega športnega direktorja in sem se odločil zaključiti in pač delati naprej kot športni direktor. Na istočasno sem pa tudi bil takoj selektor reprezentance, ker pač je bil lih vakum in je to šlo tako nekako avtomatsko. Ne. Okay. Pa da greva pol, ne vem, je to korak naprej ali nazaj, kako si pa pol začel v bistvu tudi kot komentator, ker zdaj mislim, da te vsak let poslušamo na RTV 2. To je tako, za hobi. Okay. To je čisti hobi. Je pa res, da sem, ne vem čisto točno kdaj, no? Ampak že leta 98, ne, me je klical takrat komentator Marjan Fortin, ker Primož Čerin ni mogel kakšen dan, pa sem v letu, ne. Takrat si je komentiral par etap na turu, ne. Mislim, da samo vikende ali nekaj tazga, 6 etap, nekaj podobnega. Vem pa zato, ker me je klical na trening, takrat smo imeli prvo let telefone, trening v sabo v žepu in me je klical, da je afera Festina. Ne? Se pravi, to je leta 98, bil sem lih nad Dražgošem, na enem potoku sem vodo pil in je rekel, da prid čim hitreje, danes delava, pa moraš priti takoj v studio, je afera. Tako da občasno sem delal, no pa pol še kdaj, ne. Tako da v bistvu pa po končani karieri, no pa malo bolj zares, ne. Je pa res, da si ne vem, ne, zadnjih, ko pa vem koliko, 6-7 let je samo odkar se prenaša cel Tour de France, ne. Pa se ti zdi, da v tem trenutku, zdaj,
razmišljam malo, koliko smo dobri v kolesarstvu. Se ti zdi, da v Sloveniji posvečajo televizije dosti tem prenosom svojega časa in vsega, ne, ker se mi zdi, da tudi navijačev, če ne vem, zadnjih par let je ful, je noro. Vsi, ki so bili na turu, rečemo prejšnji let, so rekli, da to je pač prej bil Dutch corner, zdaj je Slovenian corner, pa nas je dosti manj. Jaz mislim, da ne. To je pač moje mnenje, ampak jaz sem pristranski. Jaz tudi, zaradi tega. Tisti, ki smo pač kolesarski navdušenci, smo pristranski. Dejstvo je, da so pač nekateri drugi športi bolj doma, na televizijah, ampak po drugi strani je pa tudi tako, da smo premajhno tržišče. Poznam pač razmere približno, kar slišim na RTV, recimo, da so dirke predrage, Giro je predrag, Vuelta je predraga, oziroma jih sploh noče prodati lastniki pravice. Preferirajo to, da pač Slovenija, ker je majhna, gleda na Eurošportu, ker so pač lastniki tudi Eurošporta, lastniki pravic, recimo na Vuelti pa na Giru, delno tudi na Giru. In enostavno ne pridemo tle skozi, ni računice. Tako da jaz osebno bi rad videl več, se dogaja nekaj tudi na manjših televizijah, jaz upam, da z tega bo kaj. Je pa res, da veš, tudi nimamo v Sloveniji smo tako majhni, da nimamo profesionalnih športnih novinarjev, ki bi se samo s kolesarstvom ukvarjali. Govorim z vsemi temi novinarji, oni delajo vsi še nekaj drugega. Ovladajo kolesarstvo, sam pozim delajo še smučarijo ali pa smučarske teke ali pa karkoli. In enostavno, tako kot mogoče v vseh poslih, da vsi delamo vse. Sej, tudi jaz delam veliko več, kot pa samo delo športnega direktorja, recimo, kar dela kakšen moj kolega, kakšni večji državi. Tako je. Tle je možno to, da tudi, če bi bil del za cel let, bi mogoče tudi bil tisk, ki dela sam kolesarstvo. Verjetno. Po moje, v tem primeru bi ga tudi gledalci rajš vse poslušali, gledali in tako naprej. Zato, ker če si ti konstantno v tem noter, imaš polhan novic, informacij. Tako je, bolj vladaš, bolj si zraven. Mislim, če hodiš po dirkah, imaš drug dostop do informacij, kot če to delaš enkrat na let, en mesec. Tako da mislim, jaz osebno bi rad videl več. Mislim, zdaj, če se zdaj ne bo zgodil, ker so tako dobri, pol jaz mislim, da naslednjih, ne vem, ker gre ta generacija stran. Toliko manj, mogoče pa cenejš pol. V Slovenijo lahko tam. Ne, ker tako, ker bolj razmišljam iz vidika, če se zdaj ne splača, če je zdaj premalo gledalcev, ki to gleda, ker TV je pač vse, če se jim bo splačal, zato da se reklame pač tako vrtijo. In če se jim zdaj ne splača, po vsej verjetnosti... Nisem specialist za to področje, to je pač marketing, ampak dejansko... Bolj se mi zdi, da gre za neke prioritete, neke stare naveze, ki se vlečejo 30-40 let in te ostajajo v bistvu zraven. Gre tudi za športe, ki so v bistvu cenejši, katerih produkcija signala je cenejša. Kolesarstvo je blazen drag šport za posnet. To moramo vedeti, to ni dvorana, kamor postaviš 5 fiksnih kamer, pa smučarski skoki, ki s parimi fiksnimi kamerami vse pokriješ. To je pač, rabaš 4 motoriste, 2 helikopterja, pa 1 avion. Plus montažen tovornjak minimalno, in to stane za prijatelje 100.000 evrov na dan. Te pravice so dražje. In te pravice so dražje kot pa z nekatere druge športe, cenejše. In ne kupujejo, in tle je še ena bistvena razlika, da večino ostalih športov tržijo neke zveze. Recimo, ne vem, kaj pa na pamet govorim, smučanje trž, smučarska zveza, nogomet trž, Evropska zapadna, svetovna nogometna zveza. Kolesarstvo je pač to je pa eden prvih profesionalnih športov in tle so dirke v lasti v glavnem agencij, ki so v bistvu podaljški, začetka so bile vse novinarske hiše, ki so organizirale dirke. ESO, ASO je pač naslednik L'Automobila oziroma L'Equipa športnega časopisa, oziroma firma, ki je ta časopis ustanovil, in oni delajo Tour de France in oni ga prodajajo. Giro je pa gazeta. Giro je pa gazeta dela sport, In posledično seveda oni držijo cene in tudi ne pridejo zraven.
Tur je pravzaprav izjema, ne? Ker Tur je država tako močna od zadnji Francija, ker se zaveda tega potencijala pa tega vpliva, ki ga ima kolesarska dirka po Franciji na nacionalno gospodarstvo, na turizem, na imidž, na slike, ki jih pošiljajo v svet, da v bistvu oni prodajajo oziroma zahtevajo, da se Tur prodaja preko Eurovizije. In zato je pocen. Torej v bistvu blazen pocen, koliko je dobro narejen, pa koliko je vrhunski izdelka. Ne? Ok. Greva se vrniti nazaj. Ti zaključiš kariero, podaljšaš 1 let pri Perutnini. Ja. Kako si pol prišel v te trenerske, selektorske vode? Kakšen je ta preskok? Če ne drugega, že zdaj z mladimi, si jaz predstavljam, moraš imeti kar nekaj živcev. Zdaj, tle pri nas je kar ena lepa distinkcija, vsaj v tem profesionalnem kolesarstvu, med trenerjem pa športnim direktorjem. Se pravi, trener mora danes vedeti veliko o treningu, pa o cifrah, rečemo o številkah, pa o prehrani, pa o vseh teh stvareh. Športni direktor mora vedeti pa vse o taktiki. Se pravi, greš nekam na dirko, moraš ti povedati, kako se dirka. Kaj lahko pričakujemo, kako bomo glede na to, kakšne kolesarje imamo, s kakšnimi karakteristiki, kaj lahko naredimo, pa kakšno vlogo bomo tam igrali, pa kako se hočemo voziti. Pač to poveš, potem pa kar se zgodi, pa spet druga stvar. Tako da dejansko trener nisem bil nikoli, sem naredil šnel kurs, tečaj, tisti, ki je nujno potreben, ampak nikoli nisem delal tega na dnevni bazi. Sem pomagal sicer mnogim kolesarjem pol, s temi specifičnimi treningi, za avtom se radi vozijo profi, pa tudi tisti, ki hoče resno dirkati. Pač na tej hitrosti se veliko dela, pa sem včasih pomagal, ampak nikoli pa nisem tega delal poklicno. Tako da sem zmeri samo selektor oziroma športni direktor. Se pravi, poberem, v bistvu je ta posel za me najlažji, poberem samo te boljši in jih peljem na dirko. Je pa treba vedeti, kjer so najboljši. To mora biti pol v stiku s trenerjem. Ja, seveda. Trenerje imajo pa v bistvu nima reprezentanca, ga nima, to imajo pač klubi. Ne, klubi, seveda, pač kolesarstvo je tak šport, to ni, ne vem, sistem, ne vem, alpskega smučanja, ker je reprezentančna, pa ne vem, tudi skokov pa podobnih športov, kjer pač, ko prideš na nek nivo, si reprezentančni selekciji in treniraš in nastopaš za reprezentanca, pri nas pač nastopajo za klube in potem, ko si dober, greš na določene dirke, profi, samo na svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo, zdaj ponovno, odkar je za profi, pa na olimpijske igre. S reprezentanco.